Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali volka, ki je svoj rojstni dan želel praznovati s svojimi prijatelji. A žal, prav nihče od njih ni imel časa. Ubogi volk. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Volk, ki je praznoval rojstni dan. Nekega lepega popoldneva je Alfred potrkal na volkova vrata. Živjo, volk, bi igral nogomet z nami? Z veseljem, mu je odgovoril volk. Obenem pa se bomo lahko pomenili še v mojem rojstnem dnevu. Letos sem želel... Volk ni mogel dokončati svojega stavka, saj Alfreda že ni bilo več. V gozdu se je tekma že začela. Živjo, volkulja, je rekel volk. Kdo vodi? Na žalost rdeči. Čas je, da vskočiš. Prihajam, prijatelji, je vzkliknil volk in pohitel na igrišče. Nekaj časa je vladal kaos, nato pa je volk podal žogo Alfredu, sledil je strašljiv krik gospodične Jeti, zatem pa gol za modre. Juhu! To je bila zelo težka tekma, toda modri so nazadnje zmagali. Volk je izkoristil dobro vzdušje večine in naznanil. Poslušajte vsi skupaj. Letos sem se odločil, da bom naredil super zabavo za svoj rojstni dan. To bo naslednjo soboto, pri meni doma. Vsi so ga v zadregi pogledovali. Presneto, no, je začel Valentin. Prav ravno v soboto me je povabil prijatelj Lucijan. Jaz imam pa košarkarsko tekmo, ki se je moram nujno udeležiti. Žal mi je rekel Alfred. V soboto imam kuharski tečaj, je pripomnil Ludvik. Mene pa je prijateljica Ljudmila povabila na večerjo, je zamrmrala volkulja. Volk je začutil, kako ga je zasrbel smrček in 1, 2, 3 je eksplodiral. Že v redu, sem dojel. Nikar ne skrbite, moj rojstni dan bomo praznovali naslednje leto. No, adijo, družba. Razbesnjeni volk se je šel kujat v gozd. Hodil je kar tja v en dan, brcal v kamenje, krmičil je in bonk. Au! Je vzkliknil volk in se prijel za nogo. Kaj pa je to? Sklonil se je, da bi pobral predmet stal. Bila je nenavadna steklenica, vsa pozlačena in zaprta z neverjetnim izrezljanim zamaškom. Volk je postal radoveden in si je pobliže ogledal steklenico. Le kaj bi lahko bilo v njej? Za hip je okleval, nato pa jo je previdno odprl. Takoj se je zaslišalo. Zlip, zlup, uš. Iz steklenice je všel oblak pozlačenega prahu in se pred volkom izoblikoval v postavo. Pozdravljen, volk. Danes je tvoj srečni dan, kajti jaz sem duh iz steklenice. Imaš 3 želje in jaz sem tukaj, da ti jih izpolnim. Govori, poslušam te. Volk je osupel vzoru nenavadno pojavo. Do tega srečanja je prišlo ravno pravi trenutek. Imel je dovolj gozda in prijateljev.
Rad bi bil nekje druge, je rekel volk. Zelo, zelo daleč od tod. Naj se ti želja izpolni, je odvrnil duh. In zlip, zlup, vuš, vse okrog volka se je razpršilo in izginil je. Volk se je zavedal, da je na veliki rdeči ravnici polni razpokane zemlje in kamenja. Dobrodošel na Marsu, mu je naznanil duh. Tu je najbolj oddaljeni kraj, kar sem se jih spomnil. Upam, da si zadovoljen. Nikakor ne, je zakričal volk, ki je bil ves prestrašen. Predstavljal sem si nekaj, lepšega. To bi moral pa prej povedati, volkec, je zavzdihnil duh. In zlip, zlup, vuš. Tokrat je bilo veliko bolje. Sonce, peščena plaža, turkizno modro morje. Tako, je rekel duh, ponosen sam nase. Rajski otok samo zate. Volk se je okopal, nekaj prigriznil, zaspal, se znova okopal, nekaj prigriznil in se začel dolgočasiti. Ko bi bili vsaj moji prijatelji tukaj, je razmišljal. Toda takoj zatem se je popravil. Kakorkoli, moji prijatelji se znajo prav dobro zabavati tudi brez mene. In res je tako mislil. Da bi se zaposlil, se je volk odločil raziskati otok. Prehodil je nekaj metrov po džungli in si pri tem z mačeto utiral pot. Kako je bilo to utrujajoče. In vsi ti komarji, ki so ga obletavali, so mu šli strašno na živce. Še dobro, da ni kač, si je zamrmral volk. Kače sovražim. In točno v tistem trenutku ga je napadel piton. Velikanska beštija je prav počasi in umirjeno ovila svoje telo okrog volka. V zadnjem poskusu rešitve je volk 3-krat podrgnil steklenico in pojavil se je duh. Kaj lahko storim zate? Ga je vprašal. Ti naj morda izpolnim še zadnjo željo? Jaz vrniti domov, je šibko izdavil volk. Pa naj bo tako, je zavzdihnil duh. Ampak po pravici povedano sem si predstavljal, da bo tvoja tretja želja malce boljša. In zlip, zlup, vuš. Ko je volk odprl oči, je bil spet v svojem gozdu. Aha, končno si nazaj, je vzkliknila modra sova. Kje si se pa potikal? Povsod smo te iskali. Jaz? Zaspal sem v gozdu, je izjecljal volk. Jaz pa mislim, da si se šel kujat. Kakšen pa si? Daj, hitro se vrni domov in tokrat ne zaidi sredi poti. Volk se je podal na pot, saj je komaj čakal, da pride do svojega doma, svojih copat in svoje postelje. Volk je zadovoljnim vzdihom odprl vrata svoje hiše. Sredi dnevne sobe pa ga je čakal velikanski paket. Kaj pa je zdaj to? Je zagodrnjal volk. Saj nisem ničesar naročil. Stopil je do paketa, nenadoma pa. Presenečenje! Vse najboljše za rojstni dan, volk! Volka so preplavili konfeti in prijateljski pozdravi. Popolnoma je pozabil, da ima prav danes rojstni dan. Jaz pa sem mislil, da se vsi požvižgate na moj rojstni dan, je rekel skesano.
Ti tepec, že dolgo smo načrtovali tvojo rojstnodnevno zabavo. Se je posmehnil Valentin. Morali smo se malo pohecati. Volkulja je volku podala majhno ovojnico. Volk jo je z razbijajočim srcem odprl in prebral. Dragi volk, podarjamo ti teden dni na morju z najboljšimi prijatelji na svetu. Odhod takoj po zabavi. Tvoji prijatelji, ki te imajo radi. Volk je pogledal svoje prijatelje in se nasmehnil. Danes še ne bo šel v posteljo. Pa kaj, toliko bolje. Joj, čudovita zgodba, kaj ne? Poglejte ga tega našega slavljenca. Konec dober, vse dobro. In ponovno smo spoznali, da bi bilo naše življenje brez prijateljev precej dolgočasno. Super. In verjamem, da junaki današnje pravljice še vedno prijateljujejo in se veselo spominjajo rojstnodnevnega presenečenja. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zabavni zgodbi današnjega junaka, ki se mu ni ljubilo več hoditi. In tako je preizkušal različna prevozna sredstva. In nad katerim se je najbolj navdušil? Predlagam, da prisluhnete pravljici z naslovom Volk, ki ni hotel več hoditi. Uživajte, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Kakšno luštno presenečenje. In verjamem, da je zabava uspela, ne? Vse najboljše, volk. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo čudovito zgodbo poklanjam Aleksandru, saj mu pomladno obarvana slikanica zares veliko pomeni in mu je še posebej pri srcu. Aleksander, hvala za odlično pravljično željo, ki nas bo popeljala v svet vrtnarjenja, narave in drobnih čudežev, ki rastejo na vrtu. Namreč čaka nas zgodba o posebnem volku, ki se je neke zime znašel v veliki zadregi. Bil je namreč strašansko lačen. In tako se je odločil, da bo naredil nekaj precej nenavadnega. Zasadil svoj zelenjavni vrt. Ja, a kot se v pravljicah rado zgodi, stvari ne gredo vedno povsem po načrtu. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Aleksandrovi pravljični želji z naslovom Zelenjavni vrt gospoda Volka. Minilo je že nekaj dni ali celo tednov, odkar gospod Volk koraka po gozdu brez najmanjšega upanja, da bi našel kaj za podzob. Sestradan sem, zavija. Nikoli več ne bom. Čas je, da se končno organiziram. Si naberem zalog. Poiščem nekaj zelenjave. Si govori, ko grizlja drobcene koščke lešnikov. Takoj, ko se vreme izboljša, se gospod Volk loti dela. Njegov zelenjavni vrt bo najlepši od vseh. Koplje, grabi, seje, sadi, zaliva in obrezuje. Nič več nima časa za lov. Gozdne živali tega ne morejo razumeti. In kaj kmalu gospod Volk na svojem vrtu pobere prvo redkev.
kmalu za njo pa še paradižnike, bučke, grah, fižol in velike oranžne buče. Slastne jedi se kuhajo pri gospodu volku. Omara v shrambi gospoda volka se polni. Naslednjo zimo mu prav ničesar ne bo manjkalo. Gozdne živali se še nikoli niso počutile tako varne. In tako se nobeni gozdni živali ni bilo treba več bati volka, kajti zdaj je jedel samo še zelenjavo. Toda nekega lepega jutra gre vse po zlu. Gospod volk razjarjen in kriči in zavija. Kdo je tacal po mojem zelenjavnem vrtu? Tega ne bom prenašal. Pomiri se vendar, reče sova mirno. Imam zamisel. Gospod volk še v istem hipu izgine v lopo. Vrne se s tablo v rokah. Mali zajec prvi ugotovi, kaj je gospod volk napisal na tablo. O tem takoj obvesti še druge živali. Ko gozdne živali preberejo opozorilo gospoda volka, osupnejo. Volk bo dal zelenjavo vsakomur, ki mu bo prinesel semena ali sadike tistih vrst, ki v tem vrtu še narastejo. Naslednje jutro, ko sonce s svojimi žarki nežno posije na vrt, gospod volk odpre okno svoje kuhinje. Z navdušenjem ugotovi, da so se živali v velikem številu odzvale njegovemu povabilu. Volk poskoči in odhiti na svoj vrtiček, kjer pozdravi gospoda zajca, ki je trepetal kot list v vetru. Seveda, pozdravljen gospod volk. Prinesel sem nekaj semen črne redkvice in res se opravičujem, moj sin je bil tisti, ki je tacal po vašem vrtu. Nič hudega ni. Svojemu sinu pa le recite, naj pride k meni ter mi pomaga pri delu. In s tem bo zgodba končana. Vzemite solato in toliko redkvic, kot jih želite. Zame jih je tako ali tako preveč. Tako živali v zameno za zelenjavo dan za dnem prinašajo semena. Če želiš, ti lahko pomagamo, se mu ponudijo. In tako se vsi skupaj brez obotavljanja takoj lotijo dela. Vsak je po svoje pojasnjeval, kje je jedel to ali ono zelenjavo, kako jo je treba sejati in kdaj je najugodnejši čas za pobiranje. Grabijo, zalivajo, sejejo in jutro hitro mine. Zakaj ne ostanete pri meni in jeste z menoj? Predlaga gospod volk. Skupaj pojejmo, kar smo pridelali. Rečeno, storjeno. Gospod volk in njegovi gosti sedejo za mizo k slastnemu obroku. Gospodu volku se na usta prikrade širok in dobrosrčen nasmešek. Res je vesel, da mu je končno uspelo zbrati vse svoje prijatelje in deliti hrano z njimi. Pozneje prijatelji gospoda volka odidejo domov, njihove roke pa so polne slastne zelenjave. Nasvidenje, gospod volk, kmalu se spet vidimo in hvala za vse. Za nekoga, ki je bil nekoč na tako slabem glasu, se je gospod volk zelo dobro odrezal. No, zdaj ima nekaj pravih prijateljev. Ko zapre vrtna vrata, gospod volk pogleda v krošnjo hrasta in pomežikne stari sovi.
Hvala za dober nasvet, gospa sova. Kako čudovita in srčna zgodba. Gospod Volk nas je naučil, da z malo domišljije in veliko potrpežljivosti lahko tudi v najbolj nepričakovanih trenutkih najdemo mirne rešitve, ki osrečijo prav vse. Aleksandar, naj te ta pravljica vedno znova in znova spominja, da je prijaznost tista moč, ki lahko spremeni še tako neprijetno situacijo v novo prijateljstvo. Ob tem pa naj te spomni tudi na čarobnost narave, na skrb za zemljo in na drobne čudeže, ki zrastejo na vrtu, kadar zanj skrbimo s srcem. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni zgodbi z naslovom Gozdne skrivnosti. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Aleksandru, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, gospod Volk. Odlična ideja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo v družbi volka, ki je, ne boste verjeli, padel iz knjige. Mislite, da bo volku uspelo najti tisto pravo zgodbo, iz katere je padel? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom O volku, ki je padel iz knjige. Na Zoinih knjižnih policah je bilo natlačenih toliko knjig, da je ena izmed njih nekega dne padla na tla, ven pa je skočil volk iz zgodbe. V knjigi je bil znan kot strašni volk s koničastimi zobmi in kot noč črno dlako. Toda zdaj, ko je bil čisto sam v Zoini sobi, ki je ni poznal, je bilo volka iz zgodbe zelo strah. Najprej je skušal poiskati varen kraj in se zateči pod svojo knjigo, ki se je med padcem postavila v majhen šotor. A kaj, ko je v Zoini sobi dremuhal muc? Ogromen muc, ki si je že oblizoval ustnice. Ne dotikaj se me, mu je rekel volk. V svoji knjigi sem strašni volk, ki se ga vsi bojijo. Morda, je rekel muc. Ampak zdaj nisi v svoji knjigi. Zdaj si v Zoini sobi in to je moje ozemlje. Mjau. Volka je postalo tako strah, da se je skušal vrniti v svojo knjigo. Toda ovca ga je brcnila ven, ker je v zgodbo prišel prezgodaj. Be, kaj delaš tu? Prezgoden si. V tej zgodbi se volk pojavi pozneje. Nas nisi mogel samo pustiti, da bi se v miru napasle. V knjigo je tako skušal priti skozi drugo stran, toda tam so ga ušteli drugi volkovi. Kje imaš pamet, ti buča brihtna? Zdaj si šele prišel, ko je zgodbe že konec? Bravo, vestnost pa taka. Muc se je premikal bliže in bliže volku. Hitro bo moral steči proč. Volk se je tako povzpel po knjižni polici navzgor in iskal knjigo, v katero bi se lahko zatekel. Knjižne police so bile visoke, ravne in strme kot pečina. Skoraj 10krat je padel z njih. Našemu volku je končno uspelo zlesti do najvišje police, kjer je skušal priti v prvo knjigo. Knjiga je govorila o princesi in na strani, kjer je stopil volk, je kralj za svoje dvorjane priredil ples.
Zelo mi je žal, gospod Volk, mu je rekel služabnik. Če želiš ostati v tej zgodbi, se moraš preobleči. Nadeni si kravato in suknič ali svečano obleko. Svečano obleko, je odgovoril volk. Kaj pa, če me takega vidijo drugi volkovi? Le kaj si bodo mislili o meni? Služabnikom ni preostalo drugega, kot da volka brcnejo iz knjige. Toda zunaj je nanj še vedno prežal muc. Zato je volk skušal priti v drugo knjigo. V tej knjigi je bilo vse zelo čudno. Svet okrog njega mu je bil popolnoma neznan. Za seboj je nenadoma začutil premikanje. Fant moj, je rekel dinozaver, v tej knjigi ne boš mogel ostati. Izbral si napačno časovno obdobje. Zamenjati bi te moral nekdo od tvojih prednikov. Zate je tukaj nevarno. Živali v tej zgodbi so bile gromozanske in nevarne. Niti malo niso bile izobražene. Obnašale so se kot prazgodovinske živali. Zaskrbljen jo je volk hitro odsvoril iz knjige. Mjau, tisto knjigo zapri kar se da močno, mu je rekel muc. V Zojini sobi nočem imeti nobenih prazgodovinskih živali. Volk je naključno izbral še eno knjigo in stopil vanjo. Znašel se je v širnem gozdu. Gozd, to je že bolje, si je rekel. Hodil je dolgo časa. Nenadoma je zagledal majhno, v rdeče oblečeno deklico, ki je sedela na deblu in jokala. Kaj je narobe? Jo je vprašal volk. Zakaj jočeš? Na poti k svoji babici sem. Zanje imam nekaj palačink in malce masla. Tukaj bi morala srečati volka, vendar ni prišel. Pozna bom, moja zgodba bo uničena, zato jočem. No, tukaj sem, je rekel volk. Jaz sem volk. Črn sem kot noč in imam velike zobe. Če želiš, ti lahko pomagam. Deklica ga je pogledala s solzami v očeh. Bi res to naredil zame? Se ti ne mudi ukaniti 7 kozličkov ali požreti kakšne ovčke? Ne, je odgovoril volk. Časa imam na pretek. Bi šel potem z mano do babičine hiše? Spotoma te bom naučila, kaj moraš reči. Prav. In tako sta se objeta odpravila proti babičini hiši. Na cesti sta se razšla, da bi zabavala otroke. Ne pozabi na preobleko, je rekla deklica. Ne skrbi, je odvrnil volk. Vem, kaj moram storiti. Ja. Bravo, volk, za vztrajnost ter pogum. Namreč v določenih trenutkih smo se tudi mi malce zbali, da ti ne bo uspelo najti tiste prave pravljice. Vse pohvale pa tudi deklici Zoji, ki očitno zelo rada prisluhne pravljicam in zgodbam, saj so njene knjižne police kar šibijo pod težo lepih besed. Z vsakim prebiranjem novih pravljic Zoji bogati svoj svet domišljije, ki jo spremlja skozi življenje, ter svoj besedni zaklad. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom O volku, ki je iskal pravljico. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, naj pravljice bogatijo vaš vsakdan, prinašajo smeh, pogum in toplino v srce. Pošiljam vam pravljični pozdravček. Čau, čau! Bravo, volk, si me našel pravljico.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Brata Grimm sta spisala ogromno pravljic, ki so bogatile tudi moje brezskrbne otroške dni. Ena izmed njunih ikoničnih pravljic nam predstavi požrešnega volka ter mamo kozo s svojimi 7 kozlički. Verjamem, da že poznate to pravljico, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod presa slovitih nemških pravljičarjev, bratov Grimm, z naslovom Volk in 7 kozličkov. Nekoč je živela koza, ki je imela 7 kozličkov. Imela jih je rada, kakor ima vsaka mati rada svoje otroke. Nekega dne se je koza napotila v gozd, da bi jim prinesla hrano. Preden je odšla, je poklicala k sebi vseh 7 kozličkov in jim rekla: Dragi otroci, jaz grem v gozd, vi pa bodite pridni in se varujte volka. Ne odpirajte mu vrat, sicer vas bo požoril s kožo in kostmi. Ta malopridnež vas bo morda skušal preslepiti z raznimi zvijačami, vi pa ga boste lahko spoznali po hripavem glasu in črnih šapah. Kozlički so obljubili: Kar brez skrbi pojdi, draga mamica. Volka se bomo že znali paziti, verjemi, ne bomo mu odprli vrat. Koza je zameketala v slovo in se mirno napotila v gozd. Volk, ki se je klatil v bližini, jo je videl odhajati, ter je počakal, da se je oddaljila. Če me moj volčji nos ne vara, se bom kmalu gostil z mladimi kozlički, je zarenčal in se obliznil. Priplazil se je pod okno kozje hišice in pogledal vanjo. Videl je kozličke, kako se veselo igrajo in skačejo. Ker ni mogel premagati požrešnosti, je takoj potrkal na vrata. Kdo je? So vzkliknili kozlički. Jaz sem, je odgovoril volk z meketajočim glasom. Odprite, dragi otroci, vaša mamica se je vrnila in vam prinaša nekaj zelo, zelo lepega. Toda kozlički so po hripavem glasu takoj spoznali, da ne trka njihova mati, ampak volk. Ne bomo ti odprli, so zaklicali v en glas. Ti nisi naša mamica. Njen glas je nežen in mehak, tvoj pa je grob in hripav. Vemo, kdo si, ti si volk. Volk je odšel z dolgim nosom, kozlički pa so nadaljevali igro veseli, da so ga ukanili. Toda bridko so se motili, če so mislili, da bo volk lahko tako opustil svojo namero, da jih požre. Glas me je izdal, je godrnjal čepec za grmom. Torej se bo moral potruditi, da bo mehkejši in nežnejši. Tedaj se je spomnil, kako je mogoče s kredo omiliti glas. Držite se, kozlički, je zaklical, veselec se že vnaprej in nemudoma odhitel v bližnjo vas, kjer je planil v najbližjo trgovino. Daj mi kos krede, je zarohnil na prodajalca. Samo hitro. Ubogi prodajalec se je tako ustrašil, da mu je pri priči dal celo škatlo krede, samo da bi se čim prej odkrižal volčje nadloge. Brž ko je prišel volk iz vasi, je sedel pod grm in pojedel nekaj koščkov krede. In res, glas mu je naenkrat postal tako čist, mehak in nežen, da ga niti sam ni mogel spoznati. Tokrat jih bom pa okanil, je vzkliknil in se spet priplazil k kozji hišici. Odprite, dragi otroci, je rekel in potrkal na vrata.
Vrnila se je vaša mamica in vam prinesla nekaj zelo, zelo lepega. Tokrat so vsi kozlički pohiteli k vratom, ker se jim je zdel glas mehak in nežen, natanko tak, kakršen je bil mamin. V zadnjem trenutku pa se je eden izmed njih spomnil in skliknil. Čakajte, kaj ne veste, kaj nam je rekla mama? Preden odpremo vrata, naj nam pokaže šapo in le, če je bela, ji bomo odprli. Drugi kozlički so se takoj strinjali s tem modrim nasvetom, zato so zaklicali skozi vrata. Položi najprej šapo na okensko polico, da vidimo, ali si res naša mama. Volk se je zmotil in pokazal šapo, kozlički pa so v grozi videli, da je črna. Ne bomo ti odprli, so vzkliknili v en glas. Ti nisi naša mama. Njena šapa je bela kot sneg, tvoja pa je črna. Ti si volk. Tokrat se je volk tako razjezil, da bi se bil najrajši požrl. Končno se je malo pomiril in si začel izmišljati novo zvijačo. Ko se je domislil, kaj mora storiti, se je še enkrat napotil v vas. Tokrat se je oglasil pri Peku. Na pragu pekarne je napravil bolesten obraz in začel tarnati. Dobri Pek, nogo sem si ranil in ker testo oblaži bolečine, sem prišel, da mi obložiš šapo z malo testa. Samo toliko, da me ne bo več bolela. Peku ni dalo srce, da bi ga zavrnil, marveč mu je rekel. Ne zaslužiš, da ti pomagam, stari grešnik. Ker pa je treba vsakemu nesrečniku pomagati, tudi tebe ne morem zavrniti. In pokril mu je šapo s testom. Hvala ti, tega ti ne bom nikoli pozabil, je rekel volk z zahrbtnim sijajem v očeh in odšepal iz pekarne. Zdaj pa, je razmišljal na poti iz vasi, moram pohiteti, da si posujem šapo z moko, dokler se testo na njej ne posuši. Pri mlinarju se oglasim. To lahko opravim spotoma, od mlina do kozje hišice pa ni daleč. Tako si vsaj ne bom umazal šape. Samo pohiteti moram, da pridem, preden se koza vrne iz gozda, drugače bo ves moj trud zaman. Ko je prišel do mlina, je močno potrkal na vrata. Mlinar jih je brž odprl in presenečen zagledal pred seboj volka. Ne buli vame tako neumno, se je zadrl volk na starca. Marč vzemi prgišče moke in mi z njo posuj šapo, samo pohiti. Tale gotovo kuje kaj podlega, je pomislil starec, ko je neodločno stal pred pritepencem. Pohiti, mlinar, dokler te še nisem požrl s tem predpasnikom vred, je zarohnil volk na mlinarja. Mlinarju ni kazalo drugače, kakor da ustreže volku in posul mu je šapo, da je bila bela kot sneg. Ne da bi se mu le z besedico zahvalil, je volk zdirjal iz mlina. Ko se je tretjič priplazil k kozji hišici, je potrkal na vrata in rekel: Odprite, dragi otroci, vrnila se je vaša mamica in vam prinesla nekaj zelo, zelo lepega. Tedaj so kozlički zaklicali. Pokaži najprej šapo, da vidimo, ali si res naša mama. Volk je brž položil šapo na okensko polico in ko so kozlički videli, da je bela kot sneg, so verjeli, da se je vrnila njihova mama. Odprli so vrata in volk je planil v hišico. Na smrt prestrašeni so se kozlički z obupnim meketanjem razbežali na vse strani in iskali, kam bi se skrili. Eden je zlezel pod mizo, drugi pod posteljo, tretji v omaro, četrti je stekel v kuhinjo, peti se je skril pod korito, šesti v pečico, sedmi, najmlajši,
pa je skočil v veliko stensko uro. Volk je stal nekaj časa na pragu, nato pa kriknil: "Zaman se skrivate, vse bom polovil!" Skočil je k mizi, posteli, omari, pečici in koritu, potem pa se je pognal še v kuhinjo. Našel je vse, razen najmlajšega kozlička, ki se je skril v stensko uro in ki ga ni mogel najti. Ker pa je bil že tako sit, da ga ni več hotel iskati, mrvec se je zleknil v bližini hišice pod drevo, da bi se po obilni gostiji malo odpočil in glasno zasmrčal. Kmalu potem se je vrnila tudi koza. Že spotoma je zaslutila, da je doma nekaj narobe. Postajala je vse bolj nemirna, nato pa jo je prevzel strah, da se je otrokom pripetila nesreča. In pohitela je domov, kar so je nesle noge. O, groza! Na stežaj odprta vrata so že oddaleč potrdila, da se ni zmotila. Ko je stopila čez prag, je srce okamenelo. Miza je bila prevrnjena, stoli in klopi pa razmetani po tleh. Korito je bilo razbito, posteljnina potegnjena s postelj in perje raztreseno na vse strani. V kuhinji je ležala razbita posoda, razmetana po tleh. Vrata omare so bila na stežaj odprta, igrače njenih malčkov pa so ležale naokrog pohojene in polomljene. Kozi je bilo zdaj jasno, kaj se je zgodilo. In vendar je še vedno upala, da morda ni vse izgubljeno in da je vsaj ta ali oni njenih dragih kozličkov ušel po žrišnemu volku. Toda ves njen trud je bil zaman. Našla ni nobenega izmed svojih 7 kozličkov. Ko pa je že povsem obupala, se je razlegal od nekod tanek, pritajen glas. Mamica draga, jaz sem v stenski uri, pomagaj mi. Noge so mi odpovedale od silnega strahu, pa ne morem zlesti iz nje. Koza je skočila k uri, potegnila ven svojega ljubljenčka in ga privila k sebi. Potem, ko si je kozliček opomogel od prestanega strahu, je povedal mami, kako je prišel volk prvič in kako so ga spoznali po hripavem glasu in mu niso odprli. Potem je povedal, kako je prišel drugič in da je bil njegov glas čist, mehak in nežen, toda izdala ga je črna šapa. In naposled, kako je prišel tretjič, ko mu je bil glas čist, mehak in nežen, šapa pa bela kot sneg, da so vsi mislili, da se je vrnila mama in odprli vrata. Pri tem je kozliček glasno zastokal in nadaljeval. Potem je volk planil v hišico in požrl vse moje bratce. Tedaj so se tudi stari kozi ulile solze, odšla je iz hišice, da bi dala duška svoji bolečini, kozliček pa je skakljal za njo. Ko sta prišla do drevesa, pod katerim je spal volk, je koza naenkrat opazila, da se v njegovem ogromnem trebuhu nekaj premika. Novo upanje je prevzelo kozino srce in pošepnila je kozličku. Steci domov in prinesi moje velike škarje, šivanko in sukanec. Kar zdi se mi, da so v trebuhu tega zlikovca še živi kozlički. Kozliček je stekel kot veter in se takoj vrnil z velikimi škarjami, šivanko in sukancem. Koza se je urno lotila dela. Komaj je razparala volku trebuh, je en kozliček pomolil glavo iz njega. Koza je še naprej parala volčji trebuh
in tako so iz njega skakali kozlički drug za drugim, dokler ni skočil še zadnji. In čudno, vsi so bili živi in zdravi. Zavladalo je splošno, nepopisno veselje. Kozlički so tekali okrog svoje mamice, jo objemali in poljubljali, dokler jih ni opozorila. Dovolj, otroci. Rajši poiščite tot okrog debele kamne, da bomo temu malo pridnežu napolnili trebuh z njimi in mu ga spet zašili, dokler še spi. Kozlički so se takoj razbežali na vse strani in kmalu so natlačili v volčji trebuh toliko kamenja, da je komaj šlo van. Koza je vzela šivanko in sukanec in volku zašila trebuh, potem pa se je s kozlički skrila za grm, da bi videla, kaj bo. Ni trajalo dolgo, ko se je volk zbudil in se šel v bližnji vodnjak napit vode, ker mu je kamenje v trebuhu zbudilo hudo žejo. Ko je začutil, kako se mu kamenje pri hoji kotali po trebuhu, je začudeno zamrmral. Kaj neki se kotali v mojem trebuhu? Kot da bi se najedel kamenja, ne pa kozličkov. Ko je prišel do vodnjaka, se je sklonil, da bi pobral vedro, toda kamenje v njem se je prevalilo in ga potegnilo v vodnjak. Ko so kozlički to videli, so prihiteli iz svojega skrivališča in se veselili. Potem so se prijeli za roke in skupaj z mamico zaplesali okrog vodnjaka. Ja, konec dober, vse dobro. Uboga mama koza. Še dobro, da se je najmlajši kozliček zelo dobro skril, nato pa pomagal mamici pri iskanju in reševanju svojih bratcev in sestric. Verjamem, da kozlički še danes srečno živijo. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim znanim pravljicam bratov Grimm, kot so Motovilka, Obuti maček ali Sneguljčica in 7 palčkov. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in uživate v pravljičnem svetu mojega knjižnega kotička. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi mame Koze, prikupnih kozličkov ter volka. Čau, čau! A ti volk ti, ja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Verjamem, da vsakdo izmed vas pozna pravljico o deklici z rdečo kapico. Tokrat pa boste lahko prisluhnili malce drugačni, bolj prijazno obarvani različici pravljice, ki je sicer nastala izpod peresa pisatelja Charlesa Perrowja, v 19. stoletju pa sta pravljico pripovedovala brata Grimm. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Rdeča kapica in učeni volk. Nekoč, pred davnimi časi, je v majhni vasici na robu velikega gozda živela prijazna deklica, ki je vedno nosila rdečo kapico. Kapico je spletla babica, in ker je deklica ni nikoli snela, so jo vsi klicali kar Rdeča kapica. Rdeča kapica je bila vesela in razigrana deklica, ki je zelo rada prisluhnila domišljijskim pravljicam. Prav tako pa je oboževala naravo, kjer je stkala skupne vezi z različnimi živalmi. Vsak teden je obiskala babico, ki je živela na drugi strani gozda v prikupni, majhni leseni hišici, obdani zelišči in starimi drevesi. Nekega dne je mama pripravila košaro z domačim kruhom, medom in svežimi zelišči z vrta.
Babica je prehlajena, je rekla Rdeči kapici. Odnesi ji to košaro domačih dobrot, da bo čim prej ozdravela. In ne pozabi, hodi le po gozdni poti in ne pogovarjaj se z nikomer, ki ga ne poznaš, jo je posvarila. In lepo pozdravi babico, je še z nasmehom dodala mamica. Rdeča kapica je pokimala, objela svojo mamo in se poslovila. Vsa navdušena se je podala na pot. Gozd je bil tih in skrivnostno čaroben. Listje je rahlo šelestelo v vetriču, sončni žarki pa so skozi drevesne krošnje osvetljevali gozdno pot. Rdeča kapica je zelo dobro poznala pot do svoje babice, a zaradi močnega naliva prejšnjega večera je bila pot nekoliko drugačna. Gozdne poti so bile zabrisane, nekatere prekrite z listjem in vejami, druge pa so celo popolnoma izginile. Rdeča kapica je obstala pri razcepu, ki ga poprej ni bilo. Ni bila več prepričana, po kateri gozdni poti mora nadaljevati svojo pot k babici. Globoko v sebi je začutila nekaj negotovosti. Postalo jo je nekoliko strah, saj se je spomnila besed svoje mame. Tedaj pa je zaslišala šelestenje listja in nato tih, globok glas. Vidim, da si na razpotju. Iščeš pot k svoji babici ali morda kaj drugega? Izza grma je stopil volk. Bil je velik, malce strašen, a v njegovih očeh ni bilo sledu zlobnosti. Volk se je naslonil na deblo velikega hrasta in se prijazno nasmehnil. Rdeča kapica je stopila korak nazaj, a se ni obrnila stran. Z malce tresočim glasom je vprašala: Ti si volk? Tako pravijo, ja, je rekel volk. Prav tako pa sem tudi strasten nabiralec zdravilnih rastlin ter slastnih gozdnih sadežev. Zelo rad preživljam čas v gozdu. In ti si rdeča kapica, kaj ne? Greš k babici? Je še dodal volk. Poznaš mojo babico? Je začudeno vprašala rdeča kapica. Seveda, zelo dobro jo poznam. Že dolgo tega, ko sem bil še mlajši, sem si poškodoval tačko. Tvoja babica mi je brez pomisleka priskočila na pomoč in skrbno oskrbela tačko. Res sem ji še danes izjemno hvaležen. Če želiš, ti lahko pokažem pot do tvoje babice in jo skupaj obiščeva, je navdušeno predlagal volk. Rdeča kapica je globoko vdihnila in se znova spomnila besed svoje mamice. Zazrla se je v volkove oči, iz katerih sta se izkrili toplina in prijaznost. Prav, je rekla. Ampak če greva skupaj do babice, mi moraš razložiti, zakaj vse so koristne zdravilne rastline, ki jih tako rad nabiraš, je še dodala. Volk se je prijazno nasmehnil in rekel: Seveda, z največjim veseljem. Pa pojdiva. In tako je rdeča kapica nadaljevala pot k svoji babici v spremstvu učenega volka. Med hojo je volk rdeči kapici navdušeno razlagal, da materina dušica med drugim zelo pomirja kašelj, bezgovi cvetovi pa so omamno dišeči in izjemno zdravilni. Veš, če maževe liste, ki dišijo po česnu, lahko uporabljamo za prehrano, a moramo biti previdni, da jih ne zamenjamo šmarnico ali jesenskim podleskom. In pa gozdne jagode. Te so tako sladke, da bi jih lahko jedel cel dan, je še dodal volk. Rdeča kapica je poslušala volkovo učeno razlago, srkala njegove besede ter napotke in zadovoljstvom v košarico dodajala šopke zelišč.
No, to je le nekaj zdravilnih rastlin. Če te morda zanima še kaj več, pa le pokukaj v enciklopedijo zdravilnih rastlin, je dejal volk. Nekaj časa sta tako hodila v tišini in občudovala izjemno naravo ter številne drobne živali, ki so prečkale njuno pot. Veš, Rdeča kapica, včasih sem bil drugačen, nesramen, tudi zloben, je rekel volk s cmokom v grlu. Ljudje so se me bali, me preganjali, ter me včasih obmetavali s kamenjem in kričali name. Ni bilo prijetno. A tvoja babica je bila drugačna in me ni obsojala. Bila je izjemno srčna gospa. Pokazala mi je, da se prava moč skriva v prijaznosti ter lepih besedah, je ponosno rekel volk. Končno sta Rdeča kapica ter učeni volk prispela do prikupne majhne lesene hišice na drugi strani gozda in zagledala babico, ki je sedela na starem gugalniku na terasi in prebirala knjigo. Babica, zlata moja babica, je glasno zaklicala Rdeča kapica ter stekla k babici. Kapica moja, kakšno prijetno presenečenje, je rekla babica, nato pa je zagledala še volka, da ga nadvse prijazno pozdravila in jo skupaj povabila na teraso. Tisti večer so skupaj pili zeliščni čaj, jedli kruh z medom in si pripovedovali zgodbe. Njihove besede ter smeh so napolnile tih in čaroben gozd. Babica se je počutila mnogo bolje. Rdeča kapica je morala domov, objela je babico ter se poslovila. Volk pa je ostal pri babici vse do mraka, potem pa se je tudi on prijazno poslovil. Rdeča kapica je že naslednji dan obiskala knjižnico, si izposodila enciklopedijo zdravilnih rastlin ter jo ob večerih prebirala ter se čudila vsem zdravilnim lastnostim rastlin. Prav tako je Rdeča kapica babico obiskovala pogosteje in ta jo je naučila sušiti zelišča, pripraviti najrazličnejše mešanice čajev in, kar je najpomembneje, prisluhniti in slišati tišino gozda. Včasih je Rdeča kapica sredi gozdne poti našla kamenček z napisano mislijo: ne pozabi, kar raste počasi, zdravi najgloblje. Nasmehnila se je, saj je vedela, da je lepe besede napisal volk. Prijazen, dobrosrčen, učeni volk. Ja. Odlična pravljica, ki nam predstavi volka v popolnoma drugačni luči. Bravo, volk, za znanje, ki ga tako prijazno širiš med ostale živali ter tudi vaščane. Včasih je le potrebno prisluhniti naravi ter gledati s srcem. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Lepa beseda. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in se kaj kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Rdeče kapice ter učenega volka. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Se je tudi vam že kdaj zgodilo, da se vam ni ljubilo hoditi? Ja, včasih se pa že zgodi, kaj ne? Namreč v današnji pravljici bomo spoznali volka, ki se je prav tako odločil, da ne bo več hodil, ker ga preveč bolijo noge. In odkriva ogromno zabavnih načinov premikanja.
In res me zanima, za katerega se je na koncu odločil. Je to bilo morda kolesarjenje, vožnja z avtomobilom, z vlakom, morda z ladjo? Kdo bi vedel? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Volk, ki ni hotel več hoditi. Nekega dne se je volk vrnil domov ves izčrpan, ker se je igral v gozdu. Noge je imel otekle, roke pa zgubane kot papir. Nikoli več ne bom hodil, je rekel prijateljem. To je preveč utrudljivo. Prijatelji so ga osuplo pogledali. Ta volk je pa res smešen. Januarja si je volk kupil gorsko kolo. Kako lepo se je voziti po poteh in po poljih ter smrček nastavljati vetru. A ko je na kolesu počila zračnica, je bil volk zelo zlovoljen, saj ni vedel, kako jo zakrpati. Nič za to, kolesa imam dovolj, se je odločil. Februarja si je volk zamislil, da bo užival v zimskih športih s prijatelji. Komaj da so prispeli, že si je nadel bleščeče nove smuči in se pognal po progi. Počasneje, počasneje, mu je zaklical Alfred. Prepozno. Na ovinku se je volk zaletel v veliko smreko. Konec veselja. Zlomil si je nogo in razbil smrček. Marca je volk najel lep majhen avtomobil in se odpeljal na obisk teti Agati. Teti se je zdel avtomobil čudovit in volk jo je moral ves dan voziti naokrog. Ko se je vrnil domov, ga je bolela zadnjica, noge pa je imel čisto otrple. Nikoli več v avto, je zagodrnjal, to je prava nadlega. Aprila si je volk v mehanični delavnici izposodil motor. Toda čelada na glavi in pretopla motoristična jakna sta bili zanj preveč. Maja mu je volkulja, njegova draga, podarila čudovite rolerje. Da bi jo navdušil, je volk poskusil narediti pirueto in je štrbonknil, kolikor je bil dolg in širok. Junija je volk našel čarobne škornje. Obusil jih je. Prvi korak ga je odnesel na drugo stran gozda, drugi pa še dlje, tja, kjer ni bil še nikoli. Končno sem našel čevlje, ki so mi prav, je navdušeno vzkliknil volk. Ko je tako vzklikal, je prebudil dva grdobca, ki sta se začela dreti. On je ukradel škornje, ujemiva ga in ga požriva. Volk se je hitro sezul in se pobral daleč stran. Julija si je volk kupil vozovnico za vlak, da bi šel pogledat morje. A imel je smolo, ker so Indijanci napadli vlak in tako je preživel najslabše počitnice v življenju. Avgusta je volk kmetu izmaknil traktor. To je bila velika napaka. Septembra je volk privolil, da bo vozil kočijo princeske, ki je ostala brez kočijaža. Iz tega se ni izcimilo nič dobrega. Skoraj bi se znašel v veliki kaši, ko se je ob polnoči kočija spremenila v bučo. Oktobra je volk dobil vabilo na poroko sestre Sare, ki živi v Kanadi, več 1000 kilometrov stran od njegovega doma. Končno bom potoval z letalom, je rekel volk, ves vznemirjen. A komaj da je letalo vzletelo, že ga je zajela strašna nevihta. Letalo se je stresalo, spuščalo in dvigalo kot ponorelo. Blisk, grom. Potovanje je bilo pravi pekel in volk nikoli ne bo pozabil svojega zračnega krsta. Volk je pri sestri preživel nekaj prelepih dni. Naučil se je loviti lososa v potokih in spoznal prijetne nove prijatelje. Novembra, ko se je moral vrniti domov, se mu je zdelo, da je ladja sanjsko prevozno sredstvo. Potovanje bo mirno, sproščeno, prav to je tudi potreboval.
Toda ni računal na morsko bolezen. Ob vsakem zibljaju je volk začutil, kako se mu dviga želodec. Ko je ladja končno pristala, je bil volk ves bled in shujšan. Ladja je dobra samo za mornarje, je rekel kapitan. Decembra je šel volk v gozd. Mirno se je sprehajal, ko so se mimo njega pripeljale sani. Hej, prijatelj, je rekel globok glas. Pozno je že. Ali želiš, da te kje odložim? Volk se je ozrl v velikega rdečega oblečenega možaka in odgovoril. Hvala lepa, Božiček, ampak bom kar hodil, veš, najraje stojim na trdnih tleh. Ja, kako simpatična pravljica, kaj ne? In res občudujem volka, ki se je odločil, da ne bo več hodil. In prav neverjetno, s kakšno vztrajnostjo je iskal nov način premikanja oziroma novo prevozno sredstvo. A doživel je mnogo zanimivih situacij. Sicer se je vmes tudi poškodoval, ampak na srečo ni bilo tako hudo. In na koncu, kaj je ugotovil? Da hoja vseeno le ni tako napačna, kakor se mu je zdela na začetku. In bravo volk za pogum in vztrajnost. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa poiščite še pravljico Tiho, tukaj beremo, kjer boste spoznali lačnega volka, ki je pričel, ne boste verjeli, brati pravljice. In to zelo dobro. Res, zelo simpatična pravljica. Lepo se imejte in uživajte. Če pa vam bo kdaj težko hoditi, se le spomnite na volkca in na njegovo spoznanje. Uživajte in lepo se imejte. Čau, čau. Ja, včasih je res hudo, ne? Ampak počasi se daleč pride. A ne? Bom dala tole kapico dole, ne? Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo spoznali prikupnega ter vedoželjnega volkca Wolfija, ki se nadvse veseli prvega šolskega dne v pravi šoli. Namreč čim prej se želi naučiti računati, pisati, brati. Tudi njegova starša se veselita dne, ko bo njun sin Wolfi prestopil šolski prag volčje šole, kjer se bodo naučili tuliti, pretepati, jesti kot pujsi in še kaj. Pred nami je zanimiva zgodba, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Volčja šola. Listi na drevesih so začeli rumeneti in bliža se začetek novega šolskega leta. To je čas, ko bo šel prvič v šolo tudi mali Wolfi. Izobrazba v njegovi družini je sila resna stvar. Glej, da v volčji šoli ne boš padel na sprejemnem izpitu, zagrmi njegov oče, strašni Wolf. Ja, reče mama Wolfa s drhtečim glasom. Sicer boš moral v pravo šolo, tisto, kjer se učijo brati, pisati in šteti. Pravijo, da je grozna. Wolfi ne razume, zakaj se njegovi starši tako bojijo prave šole. Sam bi se srčno rad naučil brati, pisati in šteti. Če bi znal brati, bi razumel zgodbe v knjigah, ki jih gleda, kadar se skriva v knjižnici. Potem mu ne bi bilo treba samo občudovati slik. Če bi znal šteti, bi Wolfi lahko vso noč štel zvezde na nebu.
ali vsaj tiste, ki jih vidi skozi okno svoje spalnice. Če bi znal pisati, bi lahko pisal pisma svojim starim staršem. Wolfiju se prava šola zdi enkratna, medtem ko čisto nič ne ve o tem, česa se učijo v volčji šoli. Zato vpraša svoje starše. Vse boš videl jutri, odvrne oče, ko bo sprejem za prvošolce. Takoj ob jutranjem svitu te bo odpeljala tja. Naslednji dan, ko potke še vedno prekriva megla, se odpravijo globoko v gozd in hodijo, dokler ne pridejo do najtemačnejšega in najbolj zastrašujočega kraja, kjer zagledajo neverjetno, neponovljivo, neprimerljivo, neopisljivo šolo po imenu Volčja šola. Zdaj ti bom pokazal, kaj vse se tukaj učijo, reče Wolf in potisne svoje prsti ven. V volčji šoli se najprej naučiš zavijati. Wolf skupaj z drugimi učenci začne zavijati. Au! V volčji šoli se naučiš jesti kot pujs, reče Wolf in to pokaže v jedilnici. Blesk, mlesk, blesk, fuj! Se sliši za mizo, ko volkci ugriznejo v piščančja bedra, preden izplunejo kosti na tla. V volčji šoli se naučiš poditi za drugimi, reče Wolf nasmejano, ko vidi, kako dva starejša učenca lovita mlajšega. V volčji šoli se naučiš pretepati, nadaljuje Wolf. In še najpomembnejše, naučiš se biti slabo vzgojen, zadovoljno zaključi Wolf. Krasno, kaj ne? Rečeta Wolf in Wolfa, ki je dobila solzne oči. Ja, odgovori Wolfi, ne preveč prepričan. Wolfi ne zna pojasniti, zakaj, tudi nikakor, in pod nobenim pogojem noče v volčjo šolo. Zdi se mu, da je ta šola za norce. No, zdaj pa pojdi in opravi tisti sprejemni izpit, mu z resnim glasom ukaže oče Wolf. Zelo lahko je, boš videl, ga skuša opogumiti mama Wolfa. Prepričana sem, da bo za mojega malega Wolfija to samo formalnost. Toda za Wolfija je bil preizkus prava kalvarija. Namesto da bi zatulil, je pred ocenjevalci komaj slišno zacvilil. Ko preden postavijo debelo kokoš in krof, izbere krof. Med tekom pade in si zvije gleženj. Boli, au. Med pretepom se izogiba udarcem. In pri preverjanju kletvic se ne spomni nič boljšega kot ježeš. Odločitev je soglasna. Wolfi ni opravil izpita in ne more biti sprejet v volčjo šolo. Njegovi starši so obupani. Kakšna sramota, kakšna sramota, se pritožuje Wolf. Kaj bo s tabo, moj mali Wolfi? Objokana zastoka Wolfa. Ne preostane nama drugega, kot da te vpiševa v pravo šolo. Wolfi tako zdaj vsako jutro hodi v šolo, vendar skupaj z medvedkom, zajčkom, malo kozo, s prašičkom, srnico in še veliko drugimi živalmi. Kot obljubljeno se Wolfi nauči brati,
pisati in šteti. Zelo hitro postane najboljši v razredu in je najsrečnejši volkec v gozdu. Wolf in Wolfa kmalu spremenita svoje mnenje. Wolfi namreč vsak večer iz svoje šolske torbe vzame slikanico, smukne med starše pod odejo in jima prebere pravljico za lahko noč. No, prava šola konec koncev sploh ni tako slaba. Ja, pa še res je. Bravo, Wolfi, za vztrajnost. Dokazal si, da je še kako pomembno slediti svojim sanjam, kljub temu, da nas pričakovanja drugih lahko ustavijo na naši poti. Vsak izmed nas je edinstven in prav je, da iščemo svoje mesto v svetu, kjer se bomo počutili dobro in bomo lahko sijali v vsej svoji svetlobi. Res čudovita ter zelo poučna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku vas čaka še mnogo čudovitih pravljic, zato vas vabim, da pobrskate med pravljicami, ki čakajo samo na vas. Prijeten pozdravček prav vsem poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam volčji pozdravček. Čau, čau! Bravo, Wolfi. Ale volčja šola pa ni najbolj.